8. februar, slovenski kulturni praznik, smo proslavili tudi v Kulturnem domu Metlika. Slavnostna govornica na prireditvi je bila metliška županja Renata Brunskole, za dobro vzdušje in glasbo pa so poskrbeli člani tamburašev metliške folklorne skupine Ivan Navratilj pod vodstvom Staneta Križa. Program je povezovala Brigita Petric. Ganglovo plaketo sta prejela Martin Težak, absolutni svetovni prvak na diatonični harmoniki, in Toni Gašperič, humorist, tekstopisec, dopisnikar in še marsikaj drugega. 5-članska komisija je odločila in občinski svet je odločitev potrdil, da letos Ganglovo priznanje prejme Martin Težak iz Slamne vasi. Hvala lepa, počaščen sem, res sem počaščen in upam, da sem si zaslužil, če si pa nisem, pa upam, da bom še dokazal, da bom mogoče vreden zaupanja tega, ki ste mi ga dali. Priznanja za življenjsko delo, to pomeni, da od tebe pričakujejo, da si že vse pokazal, kar si imel pokazati, ampak jaz mislim še kaj narediti. Meni bi lahko dali plaketo ali pa kakršnokoli priznanje za življenjsko delo šele čez kakšnih 20 let. Kasneje se je prireditev nadaljevala še v galeriji Kambič, kjer je vse prisotne nagovorila tudi metliška županja Renata Brunskole. Gotovo je današnji kulturni praznik, osrednja prireditev, izredno lepo uspela. Oba dobitnika, tako plakete, gospod Toni Gašperič, kot tudi Ganglovega priznanja, gospod Martin Težak, sta v bistvu dva občana občine Metlika, ki sta v veliki meri prispevala tako pri udejstvovanju na področju kulture, kot tudi pri promociji občine Metlika in Bele krajine v Sloveniji in svetu. Sem prepričana, da je tovrstnih ljudi, ki se trudijo vsak na svojem področju, še izredno veliko, vendar menim tudi, da bo tudi kulturnih praznikov, torej 8. februar, ni samo letos, bo tudi naslednje leto in naslednja leta, in kot mi je nekdo v teh dneh izrekel, imamo še veliko mladih potencialov in prav je, da se kalijo.